Telo umre, duša živi naprej, je dejal mojster Gašpar Mišič in zavihal rokave. Telo umre, duša živi naprej. Le kdo bi si mislil, da je ta naš vlečni konj tako poduhovljen? Telo umre, duša živi naprej, je torej dejal naš pitbull terrier in se lotil oživljanja slovenskih gospodarskih kadavrov. Kadavrov? Zakaj tako grobo? To so vendar samo trnjulčice, ki so zaspale. Prvi na vrsti za izdatno finančno transfuzijo je koprski Cimos. Poljub življenja se reče, ne pa finančna transfuzija. Botcha me, I botcha you, and everything goes crazy. Ba, ba, botcha me, my baby, ba, ba, bo, bo. Zavod za finančno transfuzijo Republike Slovenije obvešča vse davkoplačevalce, da se je pojavila povečana potreba po svežem denarju v vseh apoenih, zlasti tistih z višjo nominalno vrednostjo. Odvzem bo potekal po ustaljenem redu na običajnih mestih, vendar po zvišani obdavčitveni stopnji. Come on, you kissing me, eh? Ba, ba, botcha me, bambino, ba, ba, bo, bo. Poco piccolino, and then we will raise a great big family. Tra-la-la-la-la-la-la, bio-bio-bio-boo. Boccia me, bambino, boccia me. That's nice. Kot rečeno, telo umre, duša pa živi naprej. Pokopališče je veliko in za Cimosom pridejo na vrsto za oživljanje še drugi preminuli gospodarski subjekti. Med prvimi namerava poldrugi Gašpar obuditi gradbena velikana, Primorje in SCT. Ko je to slišal, se je Ivanu Zidarju milo storilo. Srce mu je zaigralo in nič več ga ni štihalo v križu, temveč je požrtvovalno zgrabil za lopato. Tudi Dušan Černigoj je menda navdušen nad smelimi načrti poldrugega Gašparja. Samo Hilde Tovšak ni nihče nič vprašal, a jo je gotovo bolelo srce, ker Vegrada ni na čakalni listi za oživljanje. Ja, Hilda! Gašpar Mišič bi gotovo ostal v središču naše pozornosti in bi vsem na očeh oživljal podjetja. Medtem ko bi premierka magistrica Alenka Bratušek v ozadju veselo dvigovala davke, prispevke, kadrovala in potovala. A zgodila se je Hilda in v hipu smo pozabili, kako premierka dviguje davke, prispevke, kadruje in potuje. Pozabili smo celo na to, kako poldrugi Gašpar deli naš denar in poljube življenja. Vsa država se je spraševala, kje je Hilda? Čeprav je skoraj polovica državljanov zanesljivo vedela, kje je Hilda. Tudi takih, ki so srečali osebo, ki je bila Hildi na las podobna, če ni bila celo v resnici Hilda, ni bilo malo. Poleg lova na Hildo pa se je v slovenskih medijih začel tudi lov za odgovorom na vprašanje, kdo je kriv, da Hilde ni. Vrhovni državni tožilec Zvonko Fišer se je posebej izkazal z izjavo, da ni vzročne zveze med pobegom Hilde Tovšak in odpravo pripora. Izjavo je novinarka časnika Finance komentirala takole. Če vzročne zveze ni, bi to pomenilo, da je Hilda Tovšak že itak imela pripravljeno pilo, da bi prežagala rešetke ali ključavnico zapora in pobegnila, če bi bila zaprta. Torej je po logiki prvega med tožilci še dobro, da je bil odpravljen pripor, ker drugače bi morala država plačati še za novo ključavnico in bi nastali samo dodatni nepotrebni stroški. Ukrepanje je po mnenju prvega med tožilci Zvonka Fišerja torej strokovno, racionalno in pametno. Razumljivo je torej, da je Zvonko Fišer na novinarsko vprašanje, ali namerava odstopiti, odvrnil. Zakaj neki, lepo vas prosim? Pa res, zakaj neki? Zakaj neki, lepo vas prosim? Nič bolj navdušen nad morebitnim priznanjem svoje objektivne odgovornosti ni bil pravosodni minister Senko Pličanič. Ne, lejte, jaz objektivne odgovornosti ne morem prevzeti, ker z delovanjem državnega tožilstva na eni strani in sodstva nimam čisto ničesar. To si pa res velja zapomniti.
Imamo pravosodnega ministra, ki s sodstvom in pravosodjem nima popolnoma nobene veze. Vrhovni državni tožilec Zvonko Fišer pa vprašanja o objektivni odgovornosti niti ne razume. Moja objektivna odgovornost v čem mislite? Še najbolj brez prask jo je v aferi odnesel notranji minister Gregor Virant. Po 5 dneh izginotja je namreč Hilda Tovšak sklenila, da bo skrajšala muke slovenskega sodstva in organov pregona in je sporočila, kam naj jo pridejo policisti iskat. In ti so to tudi storili. Gregor Virant je nemudoma čestital policistom za velik uspeh, kar se je marsikomu zdelo čudno. V resnici pa ni bilo. Treba je upoštevati, da bi se gospa Hilda brez njihove pomoči težko vrnila v zapor. Pot od Mislinje do Celja je kar dolga, denarja za taksi pa tudi ni imela pri sebi.